Družba, z nami pa je že drugi najboljši voditelj kviza Milijonar, zvezdnik Radia 1 in najlepši pevec v ansamblu Toneta Rusa. Dame in gospodje, človek, ki je videl največ slovenskih dnevnih sob, Boštjan Romih. Ja. Dobrodošel v našem studiu. Hvala lepa. A si kaj zameril? Si slišal, kako sem te napovedal? Drugi najboljši voditelj Milijonarja. Ja. Ker oba veva, kdo je najboljši. Slavko Bobovnik. Točno tako. Pa ga kaj gledaš? Ne. Jaz tudi ne. Boštjan, tvoja oddaja Ambienti na nacionalki. Koliko časa že vodiš to? 1 let, dober. Kako ti gre? Superca, uživam v tem in se ne morem nagledati prelepih domov, prelepih bajt, prelepih vikendov, vse, kar imamo Slovenci, pa vrtov in tako naprej. Res je fajn, no? Si mislim, da ste po vsem tem času postal strokovnjak za to, da tebe se gre vprašati, poslušaj, Boštjan, kako živimo Slovenci? Kako živimo? Ja, lej, a veš, tisti, ki pokažejo svoje domove v oddaji Ambienti, ne vem, če da bi zdaj lahko kar razgrnili, ne? Mogoče neokusno, če bi rekli, tako živimo, ne? Ker najpogostejši komentar je, pa kje vi vse to najdete, ne? Celo eni nam očitajo, kaj si greste tak glamur in tako, ne? Ampak skušamo najti tudi bolj nizkocenovne projekte. Vsekakor je pa veliko ljudi, ki imajo dober okus, sam tisti ljudje tep studija niso opremljali. A imaš daj občutek, ko greš? Se ne zameriš, no. A imaš daj občutek, ko prijaš v kakšno res razkošno, bogato bajto, ker konec koncev seveda veva, da takšne prav iščete, a ne? Niste še bili na Rakovi Jelši, recimo? Ne, če bi bil kak poseben arhitekturni presežek kot neka reciklaža, ponovna uporaba, da bi se... Če bi le bil, pa ga zaenkrat tam ni. Ja, prav iščete, ne, takšne... To je res. A veš, po drugi strani ena najbolj takih prestižnih hiš, ki smo jih posneli. Ta gospa lastnica je iskreno povedala, jaz do nekega 17. leta morja sploh nisem videla, živeli smo v blazno revni družini, vse sva prgarala sama, sta sposobna, sta v gradbeništvu in sta dejansko sama dva naredila. In sem šel za research gledati malo na YouTube, Boštjano, in sem tam našel tudi eno epizodo te oddaje, ki je pa še nisi vodil ti, ampak prejšnji mlajši voditelj. Mlajši. In sem gledal Madonna, hudo bajto sta si naredila z soprogo, ki je bajto tudi zdizajnirala. Povej mi kaj več o tem. Ja, jaz ponovno tako rečem, če kdo hišo pohvali, rečem, ja, super, sem vesel, ona je bila arhitektka, jaz sem bil pa investitor. Da sva si malo razdelila. Je pa tako, razmišljala sva, da zdajle je tisto obdobje, ko bomo imeli otroke, ko bi radi živeli skupaj v nekem lepem placu in takrat se je dal kredite dobiti po dokaj ugodnih obrestnih merah in sva se malo stegnila sva se, tako da še neki cajta bo pa to plačevala. Lepo, zelo elegantno. Imam pa tak, sem imel občutek, meni ti štlede pa Boštjan ni imel kaj dosti besede zraven. A si ti zdi? Ja, no, a si izboril pisuar? Ja, zdaj si me dobil. Pisuarja pa res tudi nimam. meni ni uspelo. Ampak to zato, ker sem bil premalo osveščen in vsakič, ko zdaj, a veš, se moram usesti na školko za malo potrebo, del moškosti izpuhti iz mene in si mislim, evo, tjale smo padli. A veš, o čem govorim? Vem, to je ta naša zgodba. Slišim, da skoraj da postavljaš rekord na radiju z oddajo Zajtrk z zvezdami. Koliko jih je že? 500 sem jih že imel. Glih pred kratkim je bila 500-tka. 500, to pomeni skoraj 10 let te oddaje. Ne 500 različnih gostov, ampak recimo, da sem jih 20 maksimalno ponovil, kar pomeni res ogromno. Je bilo pa 500 oddaj, Zajtrk z zvezdami. A imamo v Sloveniji 500 zvezd? Ja, imamo pa nimamo. Posegal sem veš, je bilo treba se znajti, ne, tako da je zvezda včasih, ko narekovajo, včasih prvoklasna zvezda, kot si bil tudi ti, ki si bil tudi že gosta, ne. Mi pa ena zvezdnica naše televizije še ni dahnila svojega da. Miša Molk. Ni bila. Razumeš? Težko je dobiti. Tudi na Talestov smo jo že žicali, pa se brani. Pa ni šans. Sem mislil tebe povprašati za nasvet. Na istem sta. Hvala lepa. Hvala lepa za obisk. Hvala lepa, Jonas.